Naš gost. Dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Naš gost, ko bomo spoznali osebnost, življenje in delo sogovornice, ki mislim, da v večini odgovorov ne bo govorila o ednini, čeprav bo slišati tako, da je ednina. Da bo pri vsem, česar se bova dotaknila, imela v mislih vsaj moža, Iva, v največ primerih pa kopico otrok, ki so jima zaupani v inštitut, ki sta ga ustanovila in se mu s srcem predajata. Vem, da mnogi poznate delo Iva in Valerije Čarman in gospa Valerija Čarman je danes moja sogovornica v oddaji Naš gost. Valerija, lepo pozdravljeni, toplo dobrodošli. Hvala za povabilo. Gospa Valerija, lahko bi dejal, da je z menoj humanitarna delavka, uspešna podjetnica, ženska, predana misli na druge. Kaj bi sami podčrtali ali morda kaj dodali? Kaj je tisto, Valerija, ki vam je glavno vodilo skozi življenje? Ljubezen. Imela sem neskončno srečo, da sem zelo mlada spoznala Iva, ki je v bistvu še vedno moja ljubezen in sva se naučila to ljubezen deliti dalje. Nekje po nekem ključu, ko sva že ugotovila, da na ključi ni, sva dobila v objemu vse te naše otroke in to ljubezen delimo naprej. Ljubezen je osnovno vodilo tega sveta. Ko bomo enkrat vsi skupaj to razumeli, se mi zdi, bo tudi lažje za vse ostale. Rekli ste, gospa Valerija, ko so nama bili dani vsi ti otroci, govoriva o inštitutu Zlata pentljica. Inštitutu, ki združuje otroke, ki so oboleli z rakom. Zdaj zelo pogosto odrasli, vem, da tudi mladina in otroci pomislijo, da gre za krivico, za tako bolečo krivico, da nekdo v rosnih letih lahko prejme tako diagnozo in da ga čaka taka borba, tako zahtevno zdravljenje, kot je zdravljenje otrok, za katere pravzaprav živita s soprogom Ivom. Kaj vaju je pripeljalo na to pot prinašanja sonca v oblačne dni drugega, otrok? Ja, tako kot ste povedali, to je v bistvu ena zelo velika krivica, ampak če pa vzameš po eni drugi poti, je pa včasih to eno navodilo, eno sporočilo, eno zelo veliko upanje, kako se spopadati z boleznijo, kako izpeljati bolezen v svojo osebno zmago. Midva sva stopila na njihovo pot 27 let nazaj in jaz osebno, Ivo je bil takrat povabljen kot uspešen podjetnik, športnik, olimpijec. Jaz sem šla poleg, ker sploh do takrat nisem vedela, da obstaja oddelek otrok z rakom. Hvala Bogu, v družini te izkušnje nismo imeli in jo nimamo, naj tako ostane. Ko sem šla z oddelka domov, je bil moj stavek hudo, bolj hudo ni mogoče biti. Ivo je bil tam Miklavž. Miklavž, ampak na ta oddelek ne stopam nikoli več. Ste rekli takrat? Tako. In vem, točno se spomnim, da mi je Ivo rekel, to ni prostor, kjer je mesto za egoizem, tukaj nisi zaradi sebe, ampak zaradi njih in če bo še povabljena, bo še prišla. No in to je zdaj 27 let, tako da inštitut je bil ustanovljen za njih, z zavedanjem, da midva ne bova mogla večno, da bodo pa oni žal potrebovali večno nekaj, kar bo njihovo, kjer bo vse njihovo, se bodo lahko družili, iskali skupne točke, si pomagali, karkoli. Tako da v inštitut je zapeljan tako, da so midva samo ustanovitelja, vodi ga otrok z rakom, to je Tomi, v vseh organih so oni, v strokovnem svetu je Korina, v svetu zavoda je Tinka, ki je bila lani na plakatu Nisem nevidna. O vsem se pogovarjamo, o vsem odločajo oni. Midva mogoče v ozadju delujeva kot da sva midva tista alfa in omega, ampak nisva daleč od tega. Tudi za povabilo sem jaz njih vprašala, ali oni dovolijo, ker debata bo v njih. Jaz o otrocih ne govorim, če mi ne dovolijo.
oni so, tudi če so stari 5 let, odrasle osebe, ker jih je bolezen zelo hitro spremenila v razmišljanju, v poznavanju sveta, okolice, ljudi, znajo izjemno dobro oceniti, kdo je njihov prijatelj, kdo je tam zaradi drugih razlogov, tako da so zelo nezaupljivi in največ, kar sva lahko od njih dobila, je to zaupanje in ves čas paziva, da tega zaupanja ne izgubiva. Naša radijska, tudi moja osebna pot se je že nekajkrat srečala z inštitutom Zlata pentljica, tako da sam to delovanje poznam prek različnih prireditev, različnih pogovorov, torej medijskih dejavnosti, s katerimi skuša inštitut opozarjati. Tukaj smo, kot ste rekli, tisti akciji nisem neviden, nisem nevidna, ampak kaj je pa središče cilja inštituta? Zakaj je tukaj, kaj bi rad dosegel, zakaj si prizadeva, kakšnim smernicam sledi, če rečem hladno? Cilj inštituta je, da so oni skupaj. Da vejo, kje je tista osnovna točka pomoči. Da ne kličejo mene, ne kličejo staršev, ampak kličejo nekoga, ki je zbolel enako kot oni. Da si pomagajo na en svoj otroški način, da znajo povedati, da znajo jokati, se znajo smejati, bolezen včasih obrnejo v smeh, to je za okolico mene. Jaz dobim največkrat vprašanje, kako to zdržiš, kako da se ne utopiš v solzah. Ne, oni tega ne želijo niti slišati, niti videti, ker imajo to v svojem osnovnem okolju. Starši so pod enimi takimi stiskami, da je to nemogoče, da se ne bi jokalo. Ne? In midva jokava potem doma sama, pred njimi nikoli, oni tudi ne. Stavek, ki ga nikoli ne želijo slišati, je, kako to zmoreš. Se jih bolezen jih ne vpraša, ali lahko ali ne. So postavljeni na tekaško stezo. Bitka za življenje se začne. Tako da osnovni cilj inštituta je, da imajo neko svoje zavetje. To je njihovo varno zavetje. In potem iz tega zavetja ven oni ozaveščajo okolico, to, kar sva se zdaj pogovarjala, česa ne želijo slišati, kaj je njim lepo, kaj želijo, opozarjajo na težave, ki jih imajo v šoli, v okolici, ker midva načelno inštitut bolj združuje te starejše najstnike, ki na bolezen vseeno gledajo drugače kot pa mali otroci, ki se mogoče ne zavedajo vedno, tam bolj starši potegnejo tisto nit bolečine, ne? Otroci pa ne toliko. Ne? Dočim najstniki, ko pridejo nazaj v šolo, ko dobijo slaba sporočila. No, mislim, v bistvu inštitut je bil v osnovi postavljen zaradi zgodbe Korine. Ko je meni ona povedala, kako je bilo, ko je prišla nazaj v šolo. Kako pa je bilo, kakšna je bila njena zgodba, ki vas je potegnila noter? Ja, ona, ko je prišla nazaj v šolo, je bil največkrat slišan stavek, kolikokrat se bo še izgovarjala na to, da imaš raka. In to ni bilo enkrat, ne, dvakrat, ne, 10krat, ampak znova in znova. Strani sošolcev? Strani sošolk. Največkrat sošolk. In ona enostavno je želela se prešolati, to ni bilo mogoče, tudi v učiteljskem zboru, mislim, da je bil samo en učitelj, ki je to razumel. Tako da, ko je ona meni to povedala, sva midva z Ivotom v bistvu ugotovila, da teh zgodb je pa kar nekaj, je tudi, hvala Bogu, zdaj v vseh teh letih ozaveščanja smo mi naredili veliko. Ja. Včasih se pa v tej bolezni ni nič govorili. Ljudje tudi niso vedeli, kako otrok zgleda, ker otroci so bili doma, se jih ni vozilo ven med ljudi. Ne. Tek Zlate pentljice je bil prvi dogodek, ko so šli otroci po svet. Tako, po svetu. Ampak Ivotova največja želja je bila, ko je on videl te otroke, da te otroke pelje ven med ljudi, da ljudje se ne bodo znali obnašati do njih, če jim ne bomo mi povedali, kako je, ker ljudje niso hudobni, samo ne vejo. Ne? Tako je isto sošolci na šolah, sošolci ne vejo, slišijo doma in prerak je nek tabu, ne? Nekako, ko slišijo besedo rak, pomeni enako smrt, ker že daleč ni več, ne? Rak je v 90% ali še več.
ozdravljiv, samo otroci pač to gledajo drugače. Imeli smo eno deklico, ki je imela od intubiranja brazgotino na grlu in jo je ena sošolka čisto vsak dan vprašala, kaj imaš to, a boš zdaj za to umrla. Vsak dan. In učiteljica na šoli, ko se je mamica pritožila, je rekla, punčka je toliko stara, da bi se to mogli sami zmeniti. Ne, to niso stvari, ko se otroci lahko sami zmenijo, ker otroci slišijo doma in potem povejo to v šoli. Ne. To je celo družbo, cel sistem je treba spremeniti in to ni proces enega meseca. Gotovo. Ja, bi rekli, Valerija Čarm, da je prav to, kar ste zdaj omenili, da so te spremembe zdaj z leti že vidne, da so nam stvari bolj jasne, da je stvar bolj odprta, da je manj neznank. A je to največji uspeh? Tako tudi je. Inštituta, vem, družbe v celoti, ampak inštitut je imel pri tem veliko vlogo. Ja, to je največji uspeh. Da ljudje, jaz se spomnim, ko je bil prvi tek 2019 v Škofji Loki, jaz sem bila čisto vsak dan na lokalnem radiju in prosila ljudi, ki bodo hodili gledati, da ne jokajo, da jim ploskajo, da jim pokažejo, kako so ponosni na njih, da otroci nimajo občutka, da so ubogi, ampak da so junaki. In potem po tem teku mi je ena mamica napisala, moj otrok je šel danes prvič ponosno po mestu. Ni imel kape na glavi. Potem smo imeli eno deklico, ki je vedno hodila s klobučkom. Enkrat po enem dogodku je dala klobuček dol in je rekla, ne rabim ga več. To so največji uspehi, ne? Ker mi imamo otroke, ki se jim vidi, in imamo otroke, ki se jim bolezen ne vidi. Ne? Recimo Korina, njej se bolezen zdaj ne vidi več, razen da je zelo suha. Imamo Jana, Tomija, ki ima bolezen odvzela nogo in se vidi. In pri teh je sočutje drugačno, ljudje vprašajo, ne? In potem pokažejo neko sočutje. Korina mora pa zgodbo povedati, ne? In vsi ti otroci imajo več ali manj dolgoletne posledice bolezni, zdravljenja, spomin, čustvene reakcije, zelo so občutljivi in to ne mine kar takoj. Ne? Nekje je dokazano, da 10 let traja, da ta nekje zdravila se izplaknejo iz telesa ven. Tako da... Gospod Valerija, danes imate vi celo vrsto teh spoznanj, ki so, vem, mnoga tudi strokovno utemeljena. Takrat na začetku je bilo le dobro srce, tisto, ki vas je peljalo še enkrat znova premagati tisto oviro, ki se je narisala, popravite prvem obisku, sem kaj jaz ne grem več. A je bilo to težko zagristi v nekaj, ker čutiš, da je prav, ampak v bistvu ne poznaš strokovno? Midva v bistvu se v strokovnost nikoli ne vmešavava. Nihče od naju nima medicinskega znanja in nikoli tega znanja niti ne deliva. Tudi če slišiva kaj, midva tega ne deliva. Ne? Zato imajo otroci oddelek, zlate angele na oddelku, zdravnike, medicinske sestre. Midva sva se naučila v vseh teh letih samo zelo poslušati. Poslušati je nam vsem kot človeštvu manjka ta občutek, da si vzamemo čas, da poslušamo, in če zelo znamo poslušati, potem tudi slišimo, kaj otroci želijo nam povedati. Ne? In pa poslušava največ otroke. Ne? Meni včasih starši rečejo, ko se kaj pogovarjamo, kaj ti je pa povedala, kaj ti je pa povedal. Če otrok ni življenjsko ogrožen, jaz tega nikoli ne povem. Do zdaj se mi je to zgodilo samo enkrat. Drugače pa otroci vejo, da tisto, ko zaupajo nama, ostane pri nama, tako da izhajala sva v osnovi iz poslušanja. Vse to je v bistvu osnova vsega. Ne? A se vidva zavedate, da sta pravzaprav v njihovi bolezni še en dodaten oče in mama? To nama pa povejo. To pa velikrat slišiva, nama napišejo, da sva druga mama in oče. Tudi te pravice si ne upava vzeti. Midva sama nimava bioloških otrok. Ampak ne vem, če lahko povem, nikoli nisva delala drame iz tega, življenje se je pač tako odločilo, ampak ker je Ivo tudi ambasador varne hiše in delamo tudi s hišo Zavetja Palčica,
delava pa veliko dramo iz tega, da imajo otroke ljudje, ki jim niti blizu ne bi smeli pustiti, ne. Tako da je nažalost so tudi vidva tudi veliko teh zgodb, ne. In iz tega tudi naše otroke ves čas ne vzgajava, usmerjava, da pomagajo tudi drugim ranljivim skupinam z nekim zavedanjem, da naše imajo vsi neskončno radi, ne. So pa otroci, ki te ljubezni nimajo, ne. Razmišljam, gospa Valerija Čarman, zdaj ste omenili to bolečino, ki se človeka lahko tudi dotakne. To je zdaj druga ob tisti zlati pentljici, tiste sploh osebne zgodbe. Vsi si želimo, vsi upamo, vsi delajo za to, da bi se lepo iztekli, ampak žal se tudi ne vse. A se vaju, zdaj sprašujem kar v dvojini, tudi vi odgovarjate v dvojini, tudi tega se bo dotaknila, ampak vas osebno, Valerija, se vas to dotakne, vas kdaj boli, kdaj morda težje zaspite, a si kdaj rečete, pa zakaj mi je tega treba, tako povsem egoistično človeško? Ja, tako zelo osebno sva se poslovila od dveh fantkov. Z enim, z Anžetom smo bili res izjemno povezani, sva spremljala njegov boj zadnje leto in tudi njegovo slovo in je bilo izjemno težko, res izjemno težko. Potem pa hmalu po Anžetu se je pa poslavil še Nejc, takrat sva se pa oba zlomila, sva tudi mislila, da ne bova več zmogla. Ja. Ker za Anžeta smo nekako vedeli, da si on mogoče celo želi tega, ker ni zmogel več. Pri Nejcu je bilo pa to tak šok, v bistvu to čisto nepričakovano, a ne? Od danes na jutri mogel bi prideti na obisk kot maškara, je pa v bistvu umrl. Tako da takrat pa dejansko sva nekako rekla, ne bo šlo več. Takrat je pa stopila na sceno moja mama in je rekla, hudo je, jokej, imej ga vedno v srcu, ampak veš, koliko je otrok, ki bojo pa jokali, če bosta vidva zdaj nehala. Ja. In so se pa nekako nazaj sestavila, ampak bolečina ob slovesu je nekaj, ko jaz ne vem, kako starši to predelajo. Tega pač. Nikoli se nisem naučila, kako se pristopi do staršev, kaj se reče, kako to oddelati. To se mi zdi, da je nekaj najtežjega v življenju, sploh če. Ampak se mi zdi tako, potem vidiš signale, ne. Včasih se mi zdi, da ona dva malo pošiljata kakšne signale iz nebes, tako da to so me pa tudi starši naučili. A se v takih primerih potem morda, rekli ste, da se niste nikoli naučili, večina si niti ne zna predstavljati in se celo misli na to boji, da bi se bilo treba posloviti od svojega otroka, ampak takrat, ko odide, a morda potem starši spoznajo, da sta vidva tam, še vedno ta skala, ki je bila vmes prej njemu, otroku, a se potem kdaj oni obrnejo na vaju, pa kar nadaljujete to zgodbo, to vez, če rečem pomoči ali pa enega varnega zavetja? V bistvu ne. To zdaj v bistvu bi mogoče pričakoval drug odgovor, ampak ne. Starši se takrat umaknejo v neko bolečino, midva nikoli ne posegata vanjo. Ne, nikoli ne posegava vanjo, pustiva tudi, a ne, recimo otroci, midva nikoli ne iščeva otrok, pustiva, da sami pridejo do naju, zato ker se nama zdi, da midva nimava te pravice, da bi, ne vem, ko slišiva, da nekdo zboli, da bi pisala staršema. Ne. Se nama zdi, da naju toliko poznajo, da tisti, ko bo želel, ko bo vedel, kakšen je naš sistem, nas bo sam poiskal. Vedo, da sta tam. Tukaj je vseeno, so vseeno osebni podatki, je treba biti zelo previdni. Življenje je dolgo, danes je tako, jutri je drugače, ljudje se spreminjamo. Midva v vseh letih nisva imela nobene obtožbe, da sva šla preko neke črte, in je, ko imaš enkrat z otroci opravka, je treba zelo paziti. Ko sem vas prvi spraševal, kaj pravzaprav ta inštitut pomeni, kaj otroci v njem dobijo, ste govorili predvsem to, da so drug z drugim, da drug drugega poslušajo, da se nagovarjajo, da so skupaj, da spoznavajo tiste skupne resnice. To je krasno slišati, ampak kako je pa potem v resnici, ne vem, v enem tednu ali pa v enem mesecu? A imate kakšne srečanja, a imate kakšne prostore? Kje se dobivate? Kaj otrok recimo od tega dobi, kaj mora dati?
Mi otroke pustimo, da živijo. Ko bolezen jim vzame 1 do 2 leti življenja. In v borbi, ne? Tako je. Zdravje. In ta minus teh 2 let nikoli ne dobijo nazaj. Tudi, če mi mislimo, da je to ne, a ne. Oni imajo manko druženja s prijatelji, manko tistih drobnih veselosti, rojstnih dnevov, ne vem, novih let, velike noči Božiča, njim nekje 2 leti zmanjka. In ko se vrnejo nazaj v življenje, jaz vedno nekje zagovarjam, pojdite svobodno v svet, tukaj smo mi, če boste karkoli vabili, smo tukaj. Zelo pazimo, ki inštitut vodimo, da ni teh dogodkov preveč. Mi imamo zelo veliko povabil, ne? Ja. Jaz običajno vedno pogledam, tako kot sem že vam povedala, zelo pazimo, koga spuščamo v bližino otrok, kaj je namen organizatorja, ki... Kam vas pa povabijo, Valerij? Kdo je tisti, ki si želi, da bi prišel inštitut zraven? Na kakšne šole, na kakšna podjetja, tega... Tako pričevansko. Tako, tega je res veliko, ampak nekako, naj se ne sliši grdo, naši otroci niso medvedki, da jih bomo vozili kar sem in tja, ne. To je zelo, zelo skrbno izbiramo. Se mi zdi, da vseeno smo odgovorni za njih, ne glede na to, da niso najni, ne. Otroci morajo imeti v osnovi svoje življenje naprej. Imamo v Praštiri zelo velike dogodke. Enkrat na leto se zahvalimo vsem ljudem, ki nam stojijo ob strani na dogodku Zlati ambasador. Potem imamo ta tek v Škofji Loki, potem imamo septembra, ker je cel mesec ozaveščanja, imamo potem še Triglav tek in pa letos nam je po nekem, ne vem, božjem čudežu so nam padle te brezje, ker smo pa še zdaj v bistvu vsi pod tem vtisom, kaj se nam je tam v bistvu zgodilo. Ne. Potem imamo pa kakšne take, ne vem, zdaj smo povabljeni na Lady Piknik. Razumem, ja, seveda. Midva nobenih povabil, midva tudi osebno dobiva veliko povabila, ne? Se pravi športnik leta, Slovenka leta. To vzameva samo pod pogojem, če lahko sabo peljeva 1, 2, 3 otroke. Ker nama tega pač v bistvu ni treba. Če pa lahko otrokom odpreva svet tudi tako, ne? Naši so vseeno najstniki. Njim je fino je. A ne? In če dobimo dovoljenje, da to potem progreva tudi midva. V glavnem pride dovoljenje? Vedno. Vedno. In to z velikim veseljem in spoštovanjem. Tako da, in vsako leto dobimo več, ne, ker vprašamo, koliko pa lahko, ne, tako da, ja, smo bili, 3 deklice so bile na Slovenki leta in so bile, wow. Krasno. Ja. Valerij, mi bo zdaj odšla malo drugam od Zlate pentljice in vašega humanitarnega poslanstva. No, saj je vse, vaše življenje, vaši koraki so s tem pač prepleteni, pa se bo v Mariji pomagaj vrnila še v enem naslednjih delov pogovora. Jaz bi šel zdaj k vajini zakonski pa podjetniški poti, pa bi začel najprej pri tem, za kakšno podjetje je šlo, kako ste ga ustanovila. Seveda je bilo povezano, vemo, tisti, ki poznamo, povezano s športom, z olimpizmom, moža Iva in s tistim, kar olimpijci, vrhunski športniki potrebujejo. Je bil to uspešen biznis, a ste še vedno v njem? To je bil zelo uspešen biznis. Mi imamo, ampak ravno včeraj sva ugotavljala, ko smo nekaj želeli delati, da nimamo enega dresa, da bi imeli kaj za pokazati. Vi ste namreč proizvajali športno opremo, drese. Tako je, iz lajkre, bili smo začetnik proizvodne lajkre v Sloveniji, sodelovali smo z Italijo z znamko, ki je delala lajkro. Bili smo uradni opremljevalec Veslaške zveze Slovenije, imamo 2 olimpijski medalji, prvo olimpijsko medaljo za Slovenijo Iztoka Čopa in Denisa Žvegla. In zdaj se vsi predstavljamo, kakšni dresi so to bili, tiste podobe, kar nas starejši. In je pisal Čalman na dresu, tako da to je res izjemna čast. Potem smo bili dolga leta opremljevalc Ivica Kosteliča kot spodnje drese, Alenka Bikar je tekla v naših dresih, Slobodan Kačolovič, ta je bila legendarna, Franc Klamer je nosil štartne številke. Mislim, da je njih 7, 8 let, 9, ne vem, se sploh ne spomneva, sva delala štartne številke za Planico. To je bila posebna dogodivščina.
ker včasih je bilo tako, zdaj tega ni več, da v soboto, ko so skakali v Planici, se je določil, vrstni red, kako bojo skakali v nedeljo. In smo mi iz sobote na nedeljo delali štartne številke in jih potem v nedeljo zjutraj peljali v Planico, ki je bila pa ista pot kot zdaj, da če nisi šel ob 2 od doma, do Planice nisi prav šel. Ja. In se spomnim, eno leto je bilo tako, da sva šla od doma v 5 zjutraj, ker je bilo pa že prepozno. Ja. In smo na Jesenicah obstali. In potem je bilo ves čas, Aleš se je oglašal na Val 202, zdaj se bojo začeli skoki in ni bo prav, ne se ne bojo, tle imamo mi. In potem se mimo propelje policijski avto in Ivo skoči z avta tako, ne, da je policaj se seveda ustavil, ne, kaj se zdaj temu meša, ni bo prav. Mi dva imamo štartne številke v avtu, pa ta tekma se pa ne bo začela, če... seveda, potem smo mi šli z lučko do Planice, ne, da se je tekma lahko začela, tako da to je bilo... Zelo uspešni smo bili, potem pa leta 2012 nas je doletela ta gospodarska kriza, iz katere smo se nekako pobrali, tako da mi dva sva oba končala. Ivo je že v pokoju, jaz še delam, ampak mi smo končali 40 let dela v tekstilu, ker po moje ni vsem dano. Ja, res, marsikaj se je vmes ustavilo. Ja, Ivo je vmes bil tudi, on je še vedno član Olimpijskega komiteja v predsedstvu Kluba slovenskih olimpijcev. On je po duši vedno bil in vedno bo olimpijc, športnik, živi olimpizem, duh fair playa, tako da. Ko sem omenil gospa Valerija, da bi bilo lepo, če bi bila zdaj kar oba skupaj, pa ste rekli ne, da zdaj sta pa dogovorjene, da ste vi glas in ste rekli, bom tudi poslušalcem povedala, zakaj je tako. Ja, mi dva sva zadnje čase, nekako so se odločila, da bova to zaupala zdaj tukaj. Mi dva sva zadnje 2 leti opažala pri Ivu kognitivne spremembe v komunikaciji. Hvala Bogu, ima Ivo res odličnega zdravnika. Sicer CT to ni nič pokazal, potem pa nadaljne preiskave so pa pokazali, da ima Ivo fronto mentalno demenco, kar pomeni, da je prizadet stranski reženj možganov, ima težave z razumevanjem, z govorom, če je postavljen v situacijo, na katero ni pripravljen, tako da... Ampak življenje nas postavlja po take in drugačne izzive. Bolezen trenutno počiva, je v zgodnji fazi, imamo zdravila, se pa točno ve, kaj pomeni beseda demenca. Ne? To ni nekaj, ko ne bo postala enkrat del nas, ampak se mi zdi, da mi dva sva 43 let skupaj, da bova tudi to nekako. Pa moja mama vedno pravi, jokat na zalogo nima smisla, joka se takrat, ko... Lepe modrosti vam daje na pot na življenje, da, mama, pravite. Pride v življenju, verjetno z razlogom. No, ampak z vsemi iskricami, s katerimi sem se že jaz zdaj srečal v očeh, ko ste pripovedovali o vajni poslovni poti, pa o pentlici, pa o vajnih skupnih letih, je to 43 blagoslovljenih let, lahko rečete tako. Ja. On je nekaj najboljšega, kar se mi je v življenju zgodil. Jaz sem bila tako mlada, da po moje sploh nisem vedela, v kaj se podajam. Sem bila stara 19 let, ko sem njega spoznala. On je bil na višku slave, to je bilo pred Sarajevom. Njega so vsi poznali, jaz sem pač iz družine, ki ni športna, nisem sploh vedela, dejansko nisem vedela. No. Ivo je najbolj topo, prijazen, njega, jaz ne vem, slišam, vidim, kaj se dogaja nekje drugje, kako so družine med sabo skregane, kako se zakonci obmetavajo. Meni je to čistuje, se mi zdi, da kako je škoda, ko ljudje... Saj obstajajo tudi druge poti, kako se ljudje spoznajo, so tudi, ne vem, plačani zakoni, ampak načelno se vsi zakonci nekje spoznajo zaradi ljubezni, ne? In kaj nekateri potem iz te ljubezni naredijo? Meni je tega škoda, ne? Meni je tega najbolj škoda, ne? Zdaj bom spet mojo mamo potegnila na plano, ko sva se midva proročila, naj je potegnila v posebno sobo
In je rekla, v življenju se zgodijo take in drugačne zgodbe. Bodo tudi žute minute. Ampak nikoli ne pozabite, zakaj sta vidva danes tukaj. Zaradi ljubezni. In vse se nekje potem lahko rešuje iz tega ven, ne. Mislim, da meni je najhuje, ko vidim, ko se družine med sabo ne komunicirajo, ponavadi za kakšno dediščino, ne, kot da bo kdo kaj sabo nesel, ne. Ne, to se ne da, ne vem, a ne, čas Egipta je že zdavnaj minil. To je škoda, ne, odnosi so največ, kaj imamo v življenju, a ne. Tako da, Ivo je nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju in ta njegova bolezen zdaj je mogoče nekje, jaz mislim, da je to njemu bila dana zato, ker nekje vesolje ve, da on ne bo ostal sam, ne. To bomo že poskrbeli, da ne bo ostal sam, tako da. Zdaj, gospa Valerija, ste torej še glas sodružabnika vseh po tej življenjski, poslovni, v tej dobrodelni, humanitarni. A se veliko reči nalaga na vaše ramena? Koliko pa vi zdržite? Meni se zdi, da zelo veliko. Sploh nimam občutka, da bi imela. Meni se zdi, da imam tako lepo življenje. Meni se nič ne zdi, da, ali pa mogoče zato, ker nobeno stvar ne delam kot delo, ampak je to dejansko moje življenje. Meni nikoli ni odveč, mene otroci starši kličejo po dnevi, po noči. Ja. Tina, recimo, ne, ta naša deklica, ko je 26 let več ali manj po bolnišnicah, midve imava svoje minute o polnoči, ob 1 zjutraj, ena druga deklica ostane ob 6, z njo imava ob 6 debate. Meni se nič ne zdi, da je to neko delo, da je to neka obveza, to je življenje in to se mi zdi potem tudi nekako lažje, ali kaj, ne. Midva z Ivom delava skupaj, sva veliko skupaj, sva tudi danes tukaj skupaj. Meni se zdi, ne vem, midva sva res blagoslovljena s tem, da imava zelo lepo življenje. Je pa dejansko tudi to, da nikoli nisva hlepela po nečem, nikoli nisva imela takih, ne vem, da bi imela željo imeti vikend, ladjo, imava hišo, imava avto, to nama zadostuje. Nisva lačna. Lahko si kupva ne vse, kaj je v trgovini, ampak se vsega ne rabiva. Meni se zdi, da ti odnosi so bolj boleči kot pa lakota, ne. Nedvomno. A ne, se mi zdi, da če imaš te odnose, midva se nikoli nisva kupala v denarju, ampak se mi tudi zdi, da zakaj bi se pa mogla, ne. Meni je enkrat ena gospa rekla, to imam za neko tako navodilo, precej bogata gospa, zakaj to delava, kaj imava od tega? Meni se zdi, da zelo veliko. Lahko se pa samo meni zdi, ne? Ampak se meni je vseeno. Jaz, ko vidim, najbolj fino je, ko ti je vseeno za to, kaj si okolica misli, ne? Ja. Meni je res, nama obema je čisto vseeno, kaj si okolica misli. In čisto vseeno je, kaj kdo reče, ne? Zadnjič sva bila pozvana za nek komentar na temo Vatikana. Koliko je naju to prizadelo? Čisto nič. To so bile besede ljudi, ki jih sploh ne poznamo. Nas ne more prizadeti nekdo, ki ga ne poznamo. Nas lahko prizadane v bistvu samo nekdo, ki ga poznamo, ne? Ki čutimo nekaj, neko ljubezen, karkoli do njega. Ne? Nekdo, ki pa sploh ne veš, ki pa nima ne imena, ne niča, ne, se večinoma nimajo imena, se to so. Anonimni ali pa z izmišljenimi imeni. To je pa meni čisto vse, kaj napišejo. Na to pa, a ne, ta socialna omrežja so prinesla veliko. Tudi slabega, ja. Ali pa veliko dobrega. Tudi, ja. Tudi. Veliko. Gospa Valerija Čarman, že zdaj v pogovoru ste nekajkrat omenili mamo, njene nasvete. Pa sem se vprašal, iz kakšnega okolja prihajate, da je to v vas, da je ta misel na dobro, misel na ljubezen, tudi osebno, družinsko, zakonsko. Sem razmišljal zdaj vmes, da bi lahko imela ob tem inštitutu za otroke z rakom še kak inštitut za zakonce, pa svetovanje tudi tega bi gotovo ne manjkalo. Ampak iz kakšnega okolja pa vi prihajate? Kje ste bili doma? Kakšno otroštvo, družino ste imeli? Jaz sem drugače Blejka, zato tako tudi zelo dobro poznam Brezje.
so tudi najino zatočišče vsa leta. Moja mama je Štajerka, oče je iz Gori, ustvarila sta si dom na Bledu. Imam mlajšega brata in moj brat je moj najboljši prijatelj vsa leta. Midva se nisva skregala, mogoče zato, ker je mlajši, ampak jaz mislim zato, ker sva vzgojena tako. Moja mama naju vedno vzgajala v duhu, da ko njiju ne bo več, sva midva edina naslednika te družine. Jaz mislim, da v življenju največ pomeni to, kakšne odnose imaš ti v svoji osnovni družini. Od tukaj izhaja vse ostalo. Ne? Otroci se tukaj naučijo osnovne ljubezni, kako se rešujejo problemi, kako se ne rešujejo, kakšna je komunikacija. Vse slabe komunikacije se otroci ne naučijo v šoli. To se doma naučijo. Kako se starše med sabo pogovarjata. Jaz nisem mojih dveh nikoli slišala se kregati in v svojih tudi ne. Pa jaz mislim, da sta se. Samo slišali nismo. Ne? Nikoli nisem slišala mame, da bi nas kritizirala. Še celo vedno je, enkrat je bila ena zadeva, ko staršev ni bilo doma in sem jaz imela v hiši zabavo in potem se je soseda pritožila in je moja mama ven padla. Ne? Je rekla, moje otroke lahko samo jaz kritiziram. Tako da ona vedno s ponosom pove, da je ponosna na nas, tako da to pa mislim, da mi dva prenašava tudi na te otroke. Jaz vedno povem, koliko sva ponosna na njih, pa še to se včasih vprašam, in dovoljkrat poveva, koliko sva ponosna na njih. Ker kritika to je čist nesmiselno. Nekdo, ki je naredil napako, itak sam ve, da jo je naredil. In ni potrebno še, da ti njemu na pladnju daješ in ga podučuješ nekaj. Saj, če ti padeš v to napako, ljudje smo si različni, a ne? Vsak je unikum. Ni smiselno razlagati, kako bi ti nekaj rešil. Zato tudi nikoli ne delim zakonskih nasvetov, ker jih tudi ne sprejemam. Jaz nisem z nikom v hiši, jaz ne vem, kako imajo ljudje doma. Ne? Ja, lepe resnice prinašate v naš pogovor. Gospa Valerija Čarman, kaj vas je pa kot mlado dekle zanimalo? O čem ste razmišljali? O študiju, o življenjski poti? Kaj bi počeli za kruh? Kaj vas je veselilo? Jaz sem drugače v osnovi pedagog, zgodovina, geografija. To je še vedno moja velika ljubezen. Potovanja, z možem sva prepotovala cel svet večkrat. Ostalo nam je nekaj destinacij, ki naju pa dejansko niso zanimale. Ena med njimi Avstralija. No, jo ni zanimala? Ne. Zanimivo. Zanimivo, ne? Zelo so naju zanimale dežele, ne vem, Vietnam je ena najljubših dežel. Zelo naju je fasciniral Maui, zaradi tega, ker živijo z okoljem, z naravo. Bolj so naju zanimale take dežele. Z nekim velikim spoštovanjem raziskujeva, posod se obnašava kot gosta, ne kot turista. Ja. To je nam vsem tuje. Pridemo nekam v Egipt in se potem norčujemo iz ljudi. Ne spoštujemo njihove kulture in potem se čudimo, da oni ne spoštujejo naše. Ne? Ljudem je treba pustiti, da živijo tako, kot živijo. Ne? Tako da to vzeti ali pa ne hoditi. Ne? Tako da nekje sem se videla v šoli, pa potem ni bilo mesta, nisem dobila službe, pa sem potem na začetku delala v banki. Potem je pa z leti Ivo povedal, da bi potreboval doma nekoga za marketing, pa sem jaz ostala. Takrat že pri podjetju Čarman, z dresi in tistim, kar sva že omenila. Ja. Tako da 12 let imam banke, zdaj sem pa v bistvu lahko bi šla že v pokoj, pa se mi zdi, da zadnjič mi je, moja trgovina je tudi zatočišče oziroma avtobusna postaja za otroke. Ne? Ja. In sem zadnjič rekla, zdaj bom pa šla jaz počasi v pokoj, ne? Pa pravi ena mamica, bomo mi imeli demonstracije. Če se vi umaknete, da ne bo več vstopa. Tako da, ampak ne, se potem bomo imeli pa doma, ne? Tako da počasi mogoče z leti, zdaj bomo videli, kaj bo Ivotova bolezen prinesla, ne? Ampak
Načelno mislim, da še ne 2, nekaj let bi še lahko delala. Nobenih velikih sanj nisem imela. Se mi zdi, da če imaš velike sanje in pričakovanja, to je en kup ene bolečine, če teh sanj ne izpolniš. Se mi zdi, da če živiš pošteno, tako kot nekako si zamisliš, da kaj beseda pošteno sploh pomeni, da se potem življenje kar zgodi, ne. Če pa mi nekje mislimo, da nam, ne vem, iz vesolja pripada, ne vem. Zdaj en dan sem poslušala Tanjo Žagar, se mi je tako lepo zdelo, ne, ko je rekla, da nekje vsi, ki mislijo, da morajo imeti, ne vem, 4-sobno stanovanje, oni so živeli pa, ne vem, v eni garsonjevi in so se imeli izjemno lepo, ne. Materialne dobrine ne nosijo sreče. Ne veselja, ne sreče, ne ljubezni, to so samo odnosi. In svet se bo mogel nekako nazaj postaviti na te osnovne temelje. Jaz sem zadnjič našemu Tomiju, ko so se nekaj pogovarjali, si tako smejal, sem rekla, da bomo mogli iti nazaj v pračloveka, pa iz tem začeti, ne. Da nekaj nismo, en izpit, ene stopnje razvoja smo preskočili, pa jih ne bi smela, ne. Rekli ste, gospa Valerija, da nikoli niste kovali prav daljnih načrtov ali pa živeli od pričakovanj. Kaj pa od obžalovanj? A vam je bilo kdaj žal, da ni bilo potem tega pedagoškega poslanstva? Ali se vam zdi, da ste tudi z inštitutom zdaj tudi ta del dela z mladimi podoživeli? Ne. Tudi obžalovanj ni v življenju? Ne, veste, midva sva v nekem obdobju poslovne poti sva imela 2 podjetja in je eno podjetje zaradi gospodarske krize šlo v bankrot. Takrat sva tudi zgubila del sveta, ki je bil za najino starost in ljudje, mislim, okolici se je zdelo to grozno. Nama pa niti ne, ker so midva ostala. Meni se ne vem, nič se nam ni zdelo to tako, ker so vedno vedela, da če bova znala delati in delati znava, ne, če ne bi tako veliko podjetje postavila na noge, da bova lahko ponovno normalno delala, ker se je tudi dejansko izkazalo, ne. Svet je samo svet. Lahko bi pa takrat od stresa, ne vem, nekdo umrl, ne. To pa je bolečina. Se mi zdi, da preveč vsi gledamo na to, je pa nekdo, meni se najbolj smilijo ljudje, ki nimajo doma, ki nimajo nekoga ob sebi, pa ki nimajo doma. Vse ostalo je pa, ne vem, če je nujno v življenju, ne. To beganje, ki ga imamo, ne, da je kar treba vsak vikend na morje. Hvala Bogu, da imajo ljudje energijo to, ne. Jaz najrajši sedim na terasi pa gledam. Ja, ampak tega sedenja na terasi, vem, da pri vas ni prav veliko. Ne, ja. ni. Gospa Valerija, a je bilo kdaj na tej, če ostaneva pri humanitarni poti, ta je seveda tista tema, okoli katere se najraje in največ pogovarjamo z vami, kaj je tako bolečega, da ste izgubili vero v človeka, ne smem reči, želeli vreči puško v koruzo, ker vem, da niste tak človek, ampak da ste si rekli, pa kako smo lahko ljudje taki. A so kakšne take spoznanja? Vem, da je veliko lepih, ampak kakšno grenko je pa tudi verjetno omembe vredno. To me pa zdaj malo zbegal. Zdaj pa ne vem, ali veste kakšno ozadje, ali je bilo naključno tole vprašanje. Ja, naključje ni, ampak ozadja pa tudi ne poznam. Ja, je bilo. Pred leti je bila ena zelo, zelo grda zgodba, ko nam je bilo očitano, da imava te otroke samo za medijsko slavo, ker zagotovo mogoče bi jaz to imela, Ivo medijske slave zagotovo ne rabi, ker je imel. In se je verjetno otepal, ko je bila. Tako, ker se je otepal in jaz z njim se spomnim, ko sem začela, ko sem bila še punca njegova, nisem razumela, zakaj midva ne moreva v kino, da niso ljudje vlekli ga za rokav. Tisto je bilo pa zelo boleče. Tisto je bilo pa zelo, zelo boleče, ker se mi je zdelo toliko ene hudobije v ozadju, ampak nekako
so bili pa spet otroci in pa starši v ozadju, ki so se postavili na noge, tako kot se midva nisva znala. Ne? Ko sva, jaz vedno nekako ne komentiram nikjer nečesa, ker si mislim, vedno postavim najprej, če bom nekaj povedala, razložila karkoli, kaj bojo imeli otroci od tega, ničesar. Ves čas je treba paziti na to, da njim ne naredimo škode, ne? In zato molčiva. Ampak tukaj so se pa oglasili otroci in starši. In to zelo... In vam stopili v bran. Zelo glasno. Zelo, zelo glasno, tako da to se je pa potem potihnilo, ampak je pa to v bistvu največja bolečina najina in pa ena podobna, ko je, ne vem, ena mamica verjetno v strašni bolečini rekla, da v bistvu ne bi smela delati s temi otroci, ker to niso najni otroci, ne. Tako da, ampak so se tudi otroci postavili na noge, ne. Verjetno treba pomisliti na to in računati s tem, da so tudi tisti, ki se oglasijo, ne vem, res, kot ste rekli, v hudih stiskah. In tudi oni morda ne vedo, kako ven podpirajo kakšna vrata, ki bolijo po druge. Ampak... Pa se je verjetno spet to pokazalo, oprostite, da sta zmogla, ker sta skupaj. Ker sta Ivo in Valerija, ker sta... Absolutno. In pa tukaj so res bili otroci tisti, ki so se postavili in njihova panika, a bosta se vidva zdaj umaknila. In sva takrat videla, da nemogoče je, da bi te imeli vsi ljudje na tem svetu radi. Hvala Bogu, se jaz tudi nimam vseh. A ne? Razumljivo je. Tako da razlika med nami je samo, da eni to povejo, drugi smo pa tiho, ne? Ker nič ne koristi, da nekomu poveš, da ga nimaš rad. Njemu lahko samo bolečino povzročaš. Sej, a ne, besede so kot bič, ne? Bi mogli ljudem malo bolj paziti, kaj povemo, ne? Če ti nekdo ni simpatičen, pa še nekaj je, ne? Kje pa piše, da je to res, lahko se pa mi zmotimo, ne? Ampak ko nekaj povemo... Pa lahko zarežemo tako hudo. A ne? Ja. Tako da je treba vse malo paziti, kaj povemo, ne? Se mi zdi, ampak sploh ta socialna omrežja so zdaj to dala, da lahko vsak vse pove. Noben pa jaz vedno pravim, dajmo se mi postaviti v vlogo, kako bi bilo nam, če bi o nas nekdo takole, bi zelo hitro razmislili, ali bi še kaj napisali, ali bi kar tam šli na tisti delit, pa to, ne? Gospa Valerija, eno tako zelo hipotetično, napol domišljijsko vprašanje, če bi se zdaj pojavila zlata palčka, ki bi imela moč z eno potezo nekaj spremeniti, nekaj narediti prav za inštitut Zlata pentljica. Kaj bi si recimo zaželeli? Kaj je nekaj takega, kar morda je v vas, pa veste, da ni, ali pa da ni hitro dosegljivo, pa bi se dalo spremeniti? Kaj si želite za inštitut? Da ga sploh ne bi bilo. Ker to pol pomeni, da ne bi bilo otrok. Zrakom. Da ne bi bilo nobene potrebe tega, ne? Ja. Najbolj si želim, da ne bi bilo neonkološkega, tukaj ne gre samo za otroke, ne? Če bi imela zlato palčko, ne bi bilo tega, ne? Ampak ta zlata palčka ne obstaja, nažalost, ne? Ampak če bi bilo pa ta želja. Da ga ne bi bilo. Ker pa si pa želim, da bi otroci to peljali naprej, tudi oni si to želijo in da ko naju že zdavnaj več ne bo, da bo to najna dediščina. Jaz sem prepričan, da bo tako. Ker konec koncev je najbolj pomembno je, ko smo na svetu, da puščamo sledi. Človek, ki ne pusti sledi, je bil za manj na tem planetu. In iz vas ste pustili res toliko sledi, da vidimo, da to še zdaleč ni za manj in verjamem, da so še mnoge pred vama, ampak ste rekli, da načrtov ne delate prav radi, bomo pa mi sledili vsem tem vajinim sledem.
Nekaj je, kar sva prejle v odmiku od humanitarne misli umaknila proti koncu pogovora in zdaj bi šel jaz red tja, k srečanju, ki naju je znova pripeljalo skupaj, k srečanju, po katerem sem jaz pomislil, da bi bili izvrstna sogovornica za oddajo Naš gost in to se mi doslej več kot potrjuje, že doslej, hvala lepa, gospa Valerija Čarman, ampak Brezje, Marija pomagaj. Pri Mariji pomagaj smo se zbrali na tradicionalnem koncertu letos, večer pred večerom Marije pomagaj, torej praznika Marije pomočnice kristjanov. Koncert, ki je bil doslej vedno vihrav, poln veselja, bila je to ena taka, če ji rečem, ne vem, veselica pod Marijinim plaščem v najlepšem pomenu besede, ampak letos je vreme reklo, ne, v baziliku gremo, ne bomo zunaj na trgu. Torej se je prostor, ki je gostil ta koncert, ta čuteča srca, spremenil. Naenkrat smo bili pred Marijo pomagaj, pred milostno podobo Lajerjevo in se mi zdi, da je prav tisti del, bili smo zbrani v pomoč za šolanje otrok z rakom, tak dobrodelni koncert je bil to, ampak z nami ste bili, z nami so bili otroci iz inštituta Zlata Pentlica. Meni bo ta trenutek pričevanj ostal zavedno, pa molitev prav za dekle, ki je naslednji dan čakalo izvideti tudi v res lepem kotičku srca. Ob vseh teh vaših letih izkušenj, a se je tudi vam zdel to poseben večer? Dva dogodka, odkar mi dva delava s temi otroci, bosta meni ostala, po moje, bom še na zadnji sekundi svojega življenja mislila na ta dva. Poklon bivšega predsednika gospoda Pahorja donaciji, da smo lahko odprli Katrin sklad. To se pravi, iz katerega se trenutno šola 44 otrok in pa ta dogodek v četrtek na Brezjah. Jaz sem pač vzgojena v okolju Brezij, to je tudi najino zavetje v veselju in v žalosti in ko smo mi dobili povabilo, jaz bom povedala, moja prva misel, ko smo mi dobili povabilo, Marija se nam je pokazala. To je bila moja tista res osnovna misel, ki obstaja tudi v nekem slovenskem pregovoru. Marija se nam je pokazala. Ne. To se mi je zdelo neko tako globoko sporočilo in povabilo in spoštovanje in čast in vsa čustva so se nam pomešala in z nekim takim. Mi imamo zdaj 21. junija največji dogodek v letu v Škofji Loki. Do danes nismo naredili v bistvu ničesar, ker smo vso energijo, sanje, želje postavili v baziliko. Se mi zdi, da zdaj se je šele pokazalo, kako je bilo to nujno po vseh klicih in pismih staršev. Koliko staršev je meni pisalo, hvala, ker ste inštitut povezali tudi z vero. Absolutno mi vemo, kako zelo bolečina, obup in upanje starše potegne v baziliko, kjer iščejo zavetje in kako zelo, kaj je to tem staršem pomenilo. Jaz že dolgo ne nastopam v javnosti, tako kot danes, te potrebe ni. Vedno, če se da, najprej vprašam, če so lahko otroci. Tako je bilo tudi na Brezjah, ampak imam pa to čast, da lahko v ozadju gledam, kaj se dogaja z otroci, starši in to, kar se je videlo na Brezjah, to je nekaj, ko s tem zavedanjem bom jaz umrla, da to je bilo nekaj, v bistvu še vedno zbiramo neke vtise, kaj, kako, neka čista magija ljubezni, upanja, ni zapovedati. Ko so otroci stali tam na oltarju in razlagali svoje zgodbe, meni se je zdelo, da nihče v baziliki ni bil, da ne bi jokal. Res je. Najbolj ganljiv trenutek je bil zagotovo, ko ste vi pozvali, da se moli za Enjo. Tega tudi nikoli ne bom pozabila. Tukaj en miks enih čustev, ki jih enostavno ne da se stlačiti zaenkrat še v eno srce, ampak odziv je bil pa
tako kot tsunami takrat v Aziji. Se mi zdi, da vsi smo to vabili. Mi, otroci, starši in pa na vse zadnje tudi bazilika. Molitev je pa potrebovalo dekle, omenili ste jo in so bili izvidi potem tudi taki, kot bi si človek lahko želel. Včeraj je mamica poslala sporočilo, nimam telefona tukaj, da ne bi kaj narobe povedala, izvidi so ok, Enja je ok. Najbolj se veselijo sedaj počitnic, Seveda. Enja gre v prvi letnik gimnazije. Mogoče bi se dotaknila tudi tega neegoizma, ki ga imajo otroci v sebi. Enja je dobila iz Vatikana medvedka in kužka in se je odločila kužka pokloniti baziliki. Se mi zdi, da kljub v vsej svoji hudi bolečini, stiski, kaj bo z njo, je nesebično delila z drugimi in jaz verjamem, da je dobila to zdaj vse nazaj. Tako da svobodno stopa v življenje. Mislim, da če sem dobro razumela, je njena smer kemija. Krasno. Gospa Valerija Čarman, celo vrsto življenjskih naukov ste nam nasuli, veliko tolažbe, verjamem, vlili tudi našim poslušalcem. Nisem omenil nobenih priznanj, nobenih nagrad, tistih od vrha slovenske države, pa do mnogih, ki bdijo nad utripom dobrega dela na Slovenskem, ker se mi zdi, da je pomembno to srce, ki je danes spregovorilo, in iskrena hvala, da ste prikimali na vabilo za ta pogovor. Hvala tudi, da ste razprli srce in povedali, kako je z vajino potjo naprej, in res vam želim obilo blagoslova, obilo moči, zdaj pri vašem delu vse povsod, na osebnih področjih, družinski poti, predvsem pa pri zlati pentljici, s katero smo radi povezani, in če boste kadarkoli imeli kaj oznaniti na glas, veste, kje nas najdete, naš mikrofon je tudi vam na voljo, sem pa vesel, da ste danes prišli preden in povedali svojo lepo življenjsko zgodbo, ki ne se tako lepo, res iskreno želim, tudi nadaljuje. Hvala lepa, Jure. Veste, priznanja so odlično, ne? To je zelo fino. V bistvu to je dokaz, da nekdo opazi tvoje delo. Ampak največje priznanje je, ko te nekdo objame, pove, da te ima rad. Ali je to otrok, ali je to nekdo ob tebi. Taka priznanja so pa tisto, ko so dela duše. Tako da mi živimo zaradi teh priznanj. Tako da hvala lepa za povabilo in hvala lepa, ker ste nam vedno ob strani, se vsi ti dogodki so tudi delo vaše duše. Hvala lepa, gospa Valerija Čarman, da bi bil tudi ta pogovor en tak prijazen objem in verjamem, da ste ga tako razumeli tudi poslušalke in poslušalci. Iskrena hvala za pozornost. Z gospo Valerijo Čarman sem se pogovarjal Jure Sešek. Srečno. Naš gost.